V Domžalah smo obiskali diagnostični center Strah. S primarij Darjo Strah, doktorico medicine, specialistko ginekologije in porodništva, sva govorili o tem, kako lahko nastane rak na materničnem vratu in kaj pomeni HPV cepljenje kot preventiva, da za rakom ne zbolimo. Primarij Strahova, zakaj moramo ženske hoditi na ginekološke preglede? Že dolgo je znano, da z rednimi ginekološkimi pregledi lahko pravzaprav kot preventivo preprečimo marsikatero žensko bolezen. V mislih imam nastanek raka na materničnem vratu, razna vnetja, potem seveda, ko smo noseče, tudi moramo hoditi na redne preglede. Vsekakor zdravniki skrbimo za vas zato, da ne bi usodno zbolele. Kajti ginekologija je področje, ko se dolgo ničesar ne pozna. Ko nastopijo znaki, pa je večinoma, kar se tiče raka določenih stvari, bodisi jajčnikov, bodisi maternice ali materničnega vratu, velikokrat usodno in prepozno. Kakšne pa so osnovne preiskave ginekološkega pregleda? Ko ženska pride na ginekološki pregled, je pravzaprav glavni namen, da odkrivamo predrakave oziroma rakave bolezni na materničnem vratu. V ta namen vedno vzamemo tako imenovani pap bris. To je verjetno dosti popularna beseda, ženske vedo, zakaj gre. V primeru, da pa se nam zdi nekaj čudnega oziroma da dobimo že izvid pap brisa, torej brisa, s katerimi odkrivamo predrakave ali rakave spremembe na materničnem vratu, pa se že nekaj let odločamo, da dodatno vzamemo tako imenovani HPV bris proti humanim papiloma virusom. Dokazano je prvič v zgodovini medicine, da je, zato je bila tudi podeljena Nobelova nagrada, izjemna vzročna povezava med okužbo ženske s humanim papiloma virusom in nastankom raka na materničnem vratu. Kako pa zdravnik ginekolog vzame pap bris ali HPV bris? No, to verjetno večina žensk ne veste, zato bom pokazala. Torej, potrebujemo za ginekološki pregled tako imenovane spekule. To se po latinsko reče ogledalo, kajti s tem pravzaprav pogledamo bodisi v žrelo, bodisi v nožnico, bodisi v organe, kjer potrebujemo nekaj svetlobe. Zato temu rečemo ogledalo. Ker je to sterilen inštrument, za vsako žensko uporabimo sterilen inštrument, tole vtaknemo v nožnico. Malce razpremo, to ne boli, morda ni ravno prijetno, vendar ni boleče vsekakor. Potem pa je to ta klasični pap bris, ki je sestavljen iz dveh brisov. Ta je Ayerjeva špatula, s katerim obrišemo v smeri urinega kazalca praktično ves maternični vrat. S tem dobimo celice. To bo največja informacija, ko bomo na tako stekelce namazali bris na polovico. Drugi del brisa je tako imenovani bris, ki se pa ga vzame iz materničnega kanala. Zopet je to sterilen inštrument, stavimo ga v maternični kanal, s tem dobimo drugi del informacije, kaj se z materničnim vratom dogaja, zopet ga namažemo na drugi del stekelca in fiksiramo. To pomeni, da je bris, če je pravilno vzet, pripravljen za odvoz v verificiran laboratorij, kjer ga z znanjem seveda ocenijo. Mi imamo novo klasifikacijo, tako da delimo ocene brisov na A, B, C in glede na različno vrednoten bris, ali je v redu, ali je pa morda bolezenski, se seveda odločamo za nadaljnje vodenje. Bodisi za dodaten odvzem HPV brisa, to je HPV bris, kot vidite ima tukaj eno posebno, čisto drugačno paličico, ravno tako zavrtimo, torej potrebujemo zopet material iz materničnega vratu, ga vstavimo v to posebno infravetko in ga pošljemo v drug verificiran laboratorij, konkretno na Mikrobiološki inštitut, to je bris HPV, kjer s posebno tehniko lahko ugotovimo, ali je ženska okužena z visokorizičnimi tipi, z nizkorizičnimi tipi, ali sploh ni okužena. Skratka, kakšno je okužba in iz tega potem tudi, ali je ženska ogrožena bolj, manj ali ni
za razvoj predrakavih oziroma rakavih sprememb na materničnem vratu. Primarij Strahova, povejte nam, pa se da raka materničnega vratu na kakšen način preprečiti? Rak materničnega vratu se da z lahkoto preprečiti. Od letos, ko je na voljo novo cepivo, in sicer 9-valentno, ki je popolna novost, od septembra letos dostopna tudi za naše šestošolke, je eradikacija oziroma izkoreninjenje raka na materničnem vratu kar za 90%. Prvič v zgodovini medicine je dokazano, da je rak materničnega vratu ne nenalezljiva kronična bolezen, ampak nalezljiva kronična bolezen. Vzrok za raka je humani papilomavirus. Ker je to virus, DNA virus, se lahko proti njem borimo na dva načina. Z zdravo spolnostjo, z ukrepanjem z vsem v zvezi s tem, da se ne prenaša okužba, in pa seveda s cepljenjem. Cepimo pri nas deklice, priporočljivo je, da bi cepili tudi dečke. V Avstraliji, Avstriji, Kanadi in Ameriki se dečki že cepijo. Osnovni namen pa je skupna imunost celotne populacije. Kajti, presenetljivo, okužba s HPV je izjemno široka. V razvoju spolnega življenja vsake posameznice in posameznika se praktično okuži vsak drugi človek. Vsaka druga ženska se okuži, od teh okuženih jih skoraj večina, 90%, to okužbo sama premaga, niti ne vedo, ali so se okužile, kajti okužba večinoma izzveni v 1 do 2, največ 3 letih. 10% ljudi, ki pa so se okužili, pa te okužbe ne premaga in nastopi kronična okužba s HPV, ki vodi v predrakave in rakave spremembe. Ne trdimo, da samo rakave in predrakave spremembe materničnega vratu, pač pa tudi anusa, zunanjega spolovila, v odrasli dobi pri moških rak penisa in rak grla. To so vse posledice trajne kronične okužbe s HPV-jem. In cepivo, ki je pri nas v cepilnem koledarju, v nacionalnem programu, ki je brezplačno, je na voljo vsako leto. Želim si kot strokovnjak, da bi bil odstotek precepljenih deklic veliko višji, pri nas je zelo nizek, približno 44% po zadnjih podatkih. Varira precepljenost po posameznih regijah, konkretno v Ljubljani samo 28%. Precepljenost mlade populacije v Angliji recimo znaša med 80 in 90%. Torej, če želimo neko doto dati svojemu otroku, ne glede na to, da so zdaj v zelo slabem glasu vsa cepljenja, to za HPV cepljenje ne velja. Znan je povzročitelj, znano je cepivo, ki bo preprečilo raka na materničnem vratu, je brez kakršnihkoli resnih stranskih učinkov varno in priporočljivo.